Lep dober dan vsem. Mi je res drago, da sem spet v Pomorskem muzeju. To je en takšnih biserov na obali. Ko greš noter, sem že vprašala, če se da prespati gore v razstavi, pa so rekli, da ni več kavčka, ko so ga včasih imeli, sem rekla, mogoče bi šlo pa v skrini, pa so bili malo v dvomih. Čudovito. V prihodnosti jaz sem prepričana v malih muzejih. To je napisal Tomislav Šola že zdavnaj. Za publiko, ki jo zanima, za ljudmi, za osebnimi, danes zdaj, da pridem na svojo zgodbo, z zgodbami, ki nas nagovarjajo, ne katerekoli, ampak zgodbe, ki nas nagovarjajo. Torej, bom takoj prešla in sicer, kako je nastala ta zgodba. Dolga leta je pravzaprav trajalo. To je Ulenka, ki jo imamo v Kranju, namreč, če ima Ptuj na milijone kosov, vsega, na Ptuju je vsega, približno tako kot v Ogleju, Akvileji. Če ima Emona zelo veliko, na Gorenjskem imamo samo par kosov. To je ena izmed redkih Ulenk, ki pa je zelo lepo okrašena. In dejansko, to je arheološka razlaga, kaj je zdaj to Ulenka. Je nekaj, kar je delovalo na olje, nekaj, kar se je prižigalo, se je svetilo, in je okrašeno pravzaprav za nekimi podobami. In zdaj pa zgodba sama, zakaj bi bila najdena v grobu. Ponavadi študentje takoj odgovorijo zelo umno, da si svetijo v grobu. Aha, v redu. S čem je povezano? Mar ni že v antiki pravzaprav veljalo, da duša umrlega odide Elizejske, ali pa tartarski prostor, ali v hat, v podzemlje. In dejansko sem potem dobila knjigo v roke, in to ne boste verjeli, v Daljnem Bangkoku, knjigo, ki je bila prevedena Duma de Coulanges, to je Nadja pozna kot zgodovinarka, tako kot Mommsen približno. Za Zahod je on pomemben za Francijo in napisal je sijajno knjigo Antično mesto. Sama podoba ni nič takega, Antično mesto. In je pravzaprav razložil korenine in pravnega sistema antičnega, da je pa tudi tisto, pa kaj nas briga antika, se danes reče. Celoten naš sistem, današnji, pravni, temelji na antičnem sistemu. Prava, rimskega prava, to vemo. In še več pravzaprav, ker rimsko pravo bazira v religioznih predstavah, kajti ni bolj religioznega, virnega ljudstva, kot so bili Rimljani, in pred njimi Etruščani. Čas smo rekli, da so od Grkov. Ne, rastejo iz korenin etruščanskega verskega prepričanja in seveda ostalega mešanja. In pravzaprav, ko sem jaz to brala, so se mi odpirale podobe, vam bom povedala, prvič tisto, rekla, zakaj se me je tako presenetilo, pa nekaj stvari, jaz verjamem, da že znam, ker sem že stara gospa, ampak nisem znala in ne znamo pojasniti. Namreč, danes smo v glavnem brezverska ljudstvo, bi lahko rekli. Večina ljudi se razglaša za ateiste. Vendar 1. novembra skoraj ni nikogar, ki ne bi šel svečko na grob. In pravijo, jaz sicer ne verjamem v nič, dobro, zakaj si potem šel? In pridemo na tisti rob, ki se ga ne da več pojasniti, ne z empiriko, ne znanostjo, ne tehnologijo. In še več, ko včasih malo dvignemo nos, to je iz Bolgarije, Bogdan, ne, Jordan, se upravičujem, ko pravzaprav ponosna gospa svojemu možu verjetno prinese hrano, mu jo zloži na grob, ali pa če gremo še naprej v Gruzijo, ko gledamo te podobe, na grobu so se zbrali, to vidimo, pokopališče, in pogledajte tega gospoda, ki dviga čašo, in pravzaprav gleda nekam v prazno in nazdravlja. Rekla, to je enako pravzaprav kot recimo doma,
če bi šli v Napoli, ne, to je vsaka hiša, vsak voda, vsak praznik se poje, ne, rekla, saj najbrž bi mi tudi, če bi imeli Vezuv nad sabo, ne, rekla, ja, ker to so tiste sile, ki urejajo naše življenje, ne, in bi rekla, ti osebni, hišni oltarčki, in če gremo nazaj, pravzaprav v antiki, in tukaj začnemo našo zgodbo. Vsaka hiša, vsak dogodek, vsaka odločitev v življenju Rimljana je pravzaprav se začne v hišnem kotičku, kjer gori ogenj, kjer ne sme nikoli ugasniti, kajti ogenj je seveda svet, je čist, je moralno bitje, je tisto, kar spreminja zemeljsko v duhovno. Je povezava z tem, z onostranstvom, ne? In dejansko gre pa tako. Ti oltarji, ki so središče, dan se začne se kosilo, začne se obred, recimo, zakaj recimo tudi obed se tukaj začne? Zato, ker je ogenj tisti, ki je spekel, ogenj je tisti, ki je skuhal, ogenj je tisti, ki varuje, ki pod njegovo zaščito je dejansko cela družina. Ampak tukaj so zanimivi principi prav v tem, da ob ognju, ne, in rimska religija, da to razmislimo, ne, da dejansko temelji na principu očeta, pater familias seveda, ki je odgovoren za izvajanje rituala in zanimivo, čeprav imamo templje na drugi strani in imamo, no, tlele, če pogledamo, številne oltarje, to je pač 19. stoletja ena slika, kako naj bi izgledalo recimo v Pompejih, ne? Pa vemo, no, to so razne, ja bom pojasnila sliko, to je freska iz Pompejev, rekla, prinašajo, ne, na oltar, kjer oče skrbi za skrivnost, kajti, čeprav imamo, da dokončam misel, in templje, in druge oltarje, in najvišjega, recimo v Grčiji Zeusa ali pa Jupitra v Rimu, vendar najvišje božanstvo niso oni, nasproti prepričanju, ne, ampak je pravzaprav hišni duhovi. In ti duhovi so duhovi umrlih, bližnjih sorodnikov. Ne? Ampak zgodba ni tako preprosta. Oče skrbi za to, kar se izreka, kar se poje, kako se obred izvaja. Ob oltarju se podarja potem seveda darove. Vemo, da je to je kiliks in sicer kelih bi bilo po naše, še vedno rabimo v cerkvi kelihe, ne? Pri obredju, ne? Se podarja pogačo, sadje, cvetje, to se podarja ognju. In ogenj je dejansko pravzaprav tisti prostor, ki povezuje, ogenj, ki očisti tudi svet in duše in poveže z onostranstvom. Dejansko, no, recimo vam povedala zgodbo, pri nas doma, jaz sem z Branice doma, tam, ki je včeraj medved napadel enega lovca, tako da me je naredil znano. Ampak moja mama je zmeri rekla, Buh nadej vršt smeti v ahan. Nadja, sigurno poznaš na Krasu, to še zdaj velja, ne? Kajti ogenj je čist, ogenj je svet, ogenj je moralno bitje, je božanstvo. Ne? In ko oče pravzaprav je odgovoren za seveda za vso družino, odgovarja tudi in ureja vse, kar se tiče tudi njihovih življenj, kar je grozno, ne? Če bi se, recimo, da imate rahlo neuravnovešenega človeka, pravzaprav odloča o življenju in smrti vseh otrok, tudi žena, ki ima status približno otroka, ne? Čeprav tudi ni čisto tako, ne? In vseh sužnjev, tudi sužnji so člani družine. Ne pa, kaj je pravzaprav pomembno? Pomembno je to, da je ta družinska skrivnost stvar njihovega obreda. Vsaka družina ima svoj obred, vsaka družina ima svoje pesmi, izvaja ga v notranjem kotičku
hiše, oltar ni na vratih, oltar ni nekaj, kamor so imeli navado dati vse svoje bogatstvo, ko si v domu s vstopu, recimo, ne, poslovni partneri, bi človek rekel, ne, in je videl, nek se vidi razkoš, ne, so rekli naši bratje, ampak je notranji kotiček. Recimo znamenito bretje, ko se otrok rodi, je mati položila otroka na tla, oče je prišel v obredju do otroka, če ga je dvignil na naročje in ga nesel okoli oltarja, je pomenilo, da je to član družine, da je njegov zakoniti otrok. Tudi sicer je bil član družine, vendar ni bil zakoniti dedič, kajti iz religijskih predstav raste korenina tega, kar smo rekli rimsko pravo. Ne? Se pravi, po rimskem pravu samo polnopravni državljan, tisti, ki ga prizna oče za svojega potomca, pravzaprav lahko podeduje, trguje, se poroča, drugače so sklepali partnerstva. V tem so razlike tudi še danes, ne? In bom rekla, zakaj to velja? Zato, ker še danes pravimo večkrat, ne, zelo lep latinski pregovor, pater semper incertus est, ne? Ali oče je vedno negotov, ne, kot vemo, ne, lahko, mati vemo, rodi in to je to. Je pa res, da je v Rimu veljalo, da pravzaprav samo oče, samo moški ima ta princip prokreativnosti, spočenjanja novih življenj. Zdaj ste pa rekli, ja, ženska je pa čisto brez vsake moči. Ne, sploh ni res. Zelo ključen moment je tukaj. Ona je varuhinja ognjišča in če bi ogenj za hipec ugasnil, prinese to veliko nesrečo celotni družini. Se pravi, da je v njenih rokah, no tlele imamo prizor, spet 19 ali pa celo 18, ne vem katero, no in ta sveti ogenj, kar je še najbolj pomembno, je pravzaprav princip svetega ognja, se pravi povezave med tem in onim svetom, med človeškim, med božjim, ne? In kot bomo videli tudi onostranskim, ne? Svetom umrlih, ne? Je pravzaprav tudi princip mesta in princip države. Vestalke, ki varujejo v Rimu, ta vrhov ogenj države, pravzaprav veste, da je pod smrtno kaznijo. Mora živeti čisto, mora živeti dejansko posvečena mora biti in da, če bi ogenj ugasnil, bi to premenilo veliko nesrečo. No, tlele imamo en takšen pogled v rimsko kuhinjo, ampak gremo k tistmu, kar sem obljubila, da vas bo strah in da boste trepetali, ne? Ja, in sicer, ko je, tukaj vidimo na nagrobniku nekega bogatega možakarja, ne, seveda ne gre za bolniško posteljo, čeprav se sklanja k njemu, verjetno mati otroka ali pa oče, jaz nisem čisto, najbrž oče mati, ne, in sicer zakaj se sklanja. Ko človek umre, tukaj je seveda primer otroka, ga položijo na to, rekla, na ta kavček, ne, in se sklonijo k njemu z zadnjim dihom, s poljubom odvzamejo zadnji dih. Ga ne spustijo, ne, kajti tukaj je ta ideja, ostane član družine. Sledi potem, tlele imamo spet na grobniku podobljeno, z pogrebnim sprevodom. Poglejte ga, odprto, kdo se še spomni Larine pesmi, doktor Živaga, ko pokopljajo njegovo mamo v odprtih krstah. Rusi še danes pokopavajo tako, ne? Rekla, pravoslavci se marsičem držijo tega, ne? In ko pojejo, pravzaprav trobijo, recitirajo iz njegovega najeti igravci, iz njegovega življenja, zadaj so naricalke, pulijo si lase, objokkujejo smrt. In ko pridejo od doma na pokopališče, kjer ima družina pravzaprav svoj grob. Ta grob je prepovedan izrecno z zakonom, da bi stopil katerikoli tujec se mu približal ali stopil zraven. To je pravzaprav drugi dom, kajti tukaj je zdaj ključno, kar sledi, a ne? Zažgali bomo truplo, to je zdaj ena arheološka rekonstrukcija, ne, kako izgleda.
namesto trupla so dali enako težkega prašiča, da so videli, da so izračunali, koliko traja. Ampak ideja sama, vrnemo se k ognju, je ogenj je tisti, kaj je že čist moralen in božanski, varuje nas, kako že imamo Alkestis, preden odide v podzemlje, prosi, ker mora, namesto svojega moža se odloči, da bo umrla, in preden se poslovi mlada kraljica, prosi ogenj in ognjišče, se pravi to središče, reče se mu latinsko fokus. Mi se fokusiramo, usmerimo se v najpomembnejše v življenju in prosi, varuj moje otroke, varuj mojo družino, daj, da bojo, tako kot se mi pravzaprav zatekamo k oltarjem in prosimo svete podobe, nič se ni spremenilo. Na ogenj, seveda, se žgejo trupla, to je običajen pokop v antiki bil, in sicer, ki poveže, to je pa zdaj bistveno, ima božansko moč in poveže prostor, kjer se žgejo truplo in ga položijo potem ostanke v grob in kjer, to je pa zdaj prastara indoevropska vera, ostane duša s telesom. Veliko kasneje, medtem psihozis se imenuje, je tista vera, da odide v nebo, Elizejske poljame in tako naprej. Če greste brati Cicerona, ne vem, te stare avtorje, on pravi duša, ki počiva v grobu, prebiva, živi v grobu. In ta duša se ne loči. In za dušo ona je sposobna pravzaprav čutiti srečo ali nesrečo. Od te sreče in nesrečnih je odvisno pravzaprav ohranja družino kot celoto, živih in mrtvih in prihodnih rodov je odvisno obredje, ki ga opravljajo doma pri ognju, je smiselno. In ponavljajo te pesmi iste in ko pridejo ob dneh, ki so prazniki, rojstni dnevi, dan mrtvih bi danes rekli, Pravzaprav je družina zbrana, nihče od tujcev ne sme zraven, mu darujejo hrano in pijačo, kajti duša bi sicer bila žejna in lačna. In še več, če ne bi upravili obredja, prihajali bi, prinašali cvetje, prepevali pesmi, se ga spominjali, bi ta duša, namesto da bi stanovala tam pri telesu, po tem starem praindoevropskem izročilu, vandrala v medprostoru, ne bi našla svojega miru in bi postala lemur, to so te oblike, in bi postala hudobni duh, ki škoduje, ki prinese bolezni, ki prinaša nesreče in tako dalje. Drugače pa je seveda, glejte ga, takšen lepa upodobitev, rekla, na grobu, kjer je tudi prostor, da pripravijo hrano, da žrtvujejo in še več celo pravzaprav, da povežejo nazaj, da povežejo dejansko dušo z družino in vstopi v družino. Postane božanska sila. Duše umrlih so podobe, njihove voščene so na oltarju domačem, tlele jih imamo, ne nosi glav kipov, ampak voščene podobe in oni so tisti, ki so po rimskem pravu, to je tako genialno, so lastniki vsega premoženja. Ne mi smo varuhi. Živi smo nezanesljivi, ne veš, bo za pravo, bo za piv, bo za lepe ženske dal, boh ved kaj, ali pa za varstvo nutri, recimo. Se ugibam, rekla, za karkoli, se pravi, tukaj je garant, v očetovih rokah pater familias je življenje njegovih članov. Ampak, če bi svojega sina, kajti samo moški smejo opravljati to družinsko obredje, ženske imajo drug obred, z drugim obredom tudi umre, se spreminjajo formule, Da pravi, če bi svojega sina mu življenje vzel, ima pravico, bi ostala duša njegova brez koga.
tistega, ki bi zanjo molila, ki bi za njega poskrbela, da bi počival v miru, da bi se pobožanstvil in da bi postal član tistega družinskega panteona, ki odloča praktično vsemu. In s tem je seveda garant na eni strani pravo, na drugi strani religija, kajti oboje je povezano in se napaja moralno gledano eno iz drugega, ni ločeno. In s tem dejansko dosežemo, da je bodočnost prihodnjih rodov zagarantirana. Genialno je, rekla tudi to, da so, spomnite se, da so recimo parcele nedotakljive, še danes velja na našem podeželju, kajti če si šel čez Tirman, se je reklo Nadja, bom rekla, kako je že pri Aškercu, ki je kradel zemljo, premaknil mejo v zemlje in prav, oj, kam bi del tam, kjer si vzel. Zakaj? Ker ga preganja pravzaprav duša umrlega, ki je pravi lastnik. Tako da, vse, to smo rekli, člani družine so seveda tudi sužnji. Zdaj pa še nekaj, zdaj ste pa rekli, tukaj pa zdaj cel problem. Kaj pa, če se mu sin ne rodi, tudi tukaj imamo pravno rešitev in seveda obredje. Spomnite se Ben-Hurja, ko posvoji ta rimski senator, ki mu reši življenje Ben-Hur, se spomnite, v pomorski bitki in ga potem posinovi. Z obredjem posinovitve pravzaprav postane tudi nekdo, ki pride od zunaj, član te družine. Se pravi, ni naša vez samo kri in predvsem ne kri, temveč predvsem sveti ritual, ki napravi družino entiteto, ki je veliko bolj religiozna entiteta, duhovna, celota, kot in moralna pravzaprav, kot in pravna seveda, kot telesna in krvna. Se pravi, da on lahko posvoji otroka in s tem reši dejansko in posest in seveda s tem tudi državo. Tole je zelo lep Arapac iz Rima, kjer je po Enejevi po Ovidijevi pripovedi imamo tukaj zgodbo o Eneju, ki je iz Troje s sabo privlekel neko hiško, tako imajo v Aziji, za duhove. Notri so lari in penati, to so duhovi umrlih in da prvo, ko pride na obalo, pravzaprav žrtvuje svojim prednikom in s tem postavi, napravi novo domovino. In s tem je pravzaprav so zametki Rima postavljeni. Tlele imamo to hišico in tukaj imamo oltar iz Pompejev, kjer imate narisano Eudaimona, to je tale podzemna kača, ki, Bog ve, zakaj verjetno pravijo, da Južna Italija prav zaradi teh številnih potreskih in vulkanskih dejavnosti predstavlja to silo od onostranstva, od katere smo dejansko vsi odvisni. Se pravi, tlele imamo dva lara in to seveda je penat oziroma mani jim tudi rečejo, to so duše umrlih, ki skrbijo za izobilje tistih, ki so živi in ki prebivajo v hiši. Prav tako je seveda vezan tudi obred poroke. Obred poroke, zdaj pa kako je s tem, smo rekli. Moški predstavlja tisto glavno avtoriteto, pater familias. Se pravi, ko pride, da se bo pripravila poroka, ki je največkrat seveda dogovorjena, pride iskat v hišo staršev, bodoče žene, pride iskat dekle in v tej hiši dejansko se je treba zaradi upora, ne upora, ampak zaradi tega, da bi ne prineslo nesreča, se ona more njemu upirati z jokom, stokom in upitjem in on jo mora na silo odvesti. Se spomnimo teh istih prizorov, recimo na takem odročnem podeželju tudi po Sloveniji, kjer mu nastavijo staro mamo, drugo mamo, tretjo mamo, ker gre za razne burke. Zdaj pa koliko, še to moram reči, to je s prstan, seveda v zlatu,
dveh premožnih Rimljanov, očitno pravih državljanov z vsemi pravnimi posledicami, ona dva sta seveda sklenila desnico, to je tisti pravi, mi imamo zelo popolnoma isti izrano, sklenila sta zakon. Zakon je jus, se pravi pravno veljavni. Ona dva bosta enakopravno, bom rekla, bosta dediča, otroci bojo lahko sklepali trgovske, bojo lahko volili in zvoljeni, bojo lahko šli v parlament, rečemo. To je dextrarum iunctio, poglejte jo, ki seveda nad roko držijo državljanske pravice. Se pravi, kako je to rimsko pravo dejansko zasidrano ne boste pa rekli, kaj pa tukaj vidimo, ko odide, ob posipanju sladkarij, konfete mečemo, še vedno, jaz upam, da se niste navzeli gorenskih navad, pa riž mečete, ne za golobe, za ljudi mora biti, sladkarije, zelo simbolično letijo v zrak in seveda morajo prenesti čez prag, kajti prag je seveda meja. Ona odide iz svoje družine, ni več članica. Z obredom jo tam izruvajo iz svoje družine in to je seveda treba jo natančno nesti, kajti nič jo ne varuje. Dokler ne bo prinešena v hišo, se ne bo dotaknila tav, bosta šla k ognju, kjer bo se dotaknila ognja, kjer jo bodo pošpricali, pri nas bi rekli žehnano vodo na krasu, za blagoslovljeno vodo, in kjer boste pojedla svatovski kolač, sem iskala svatovski kolač. Kaj vse je ven prišlo? Ne, svatovski kolač je kolač, ki je tako kot prstan simbol ne večnosti, ker zakon tudi ne traja večno, ampak česa že, trajnosti, recimo, vam rekla, to je to je simbol. In kjer pojesta vsak košček kolača in za obredjem je ona sprejeta v družino, postane član, vendar vodja je seveda moški, ona je pa varuhinja ognjišča, kar pomeni, da pravzaprav v notranjosti precej stvari odreja in ureja, čeprav na videz vlada moški. Ali kot pravi sveti Pavel, ženska je, moški je glava, ampak ona je pa vrat, ali kako že, ki to glavo obrača. No, tukaj imamo pravzaprav to obredje, ko prinese seveda svoje dragotine, ko jo zliva olje, vino, pogosto tudi mleko, sadje žrtvujejo. Nikoli ni problem, kaj bi tole bilo, to je trinožnik, tri noge, tri, sveta trojica, imamo isti motiv, pravzaprav je vedno religiozni, obredni prostor oziroma altar, kamor opravljajo zdaj to daritev, da je sprejeta ženska v hišo. Pravi, kaj ju povezuje? Ni problema, povezuje jo skupna molitev, ki je skrivnost vsake družine, ki se jo ne sme drugim razlagati, ki je sveta, in seveda je moževa. Če pa pride, kar seveda je prihajalo, vemo, takole, ko se raztrga slike, ko se ločimo, takrat seveda je ravno tako ritual. Ritual, ki je bil silno skrivnosten in če je šlo prej za blagoslov in za molitev, je zdaj šlo pravzaprav za prekletstvo in ločitev. Zelo zanimivo, zato je tudi tisto, kar je pravzaprav se človeku že vnaprej pravzaprav straši. To je nekaj, kar smo podedovali v svojih genih, in memih, verjamem, da se to skupaj. Se pravi, princip družine, mesta, države, to je zdaj tak povzetek mal, rekla se pravi, prvobitna religija je temelj družine, vzpostavlja avtoriteto zakona in očeta, utemeljuje odnose v družini, lastništvo in pravico do dedovanja. Voilà, imamo ustavo, zdaj pa kakor hočete, jo boste spoštovali ali pa ne. Družina ni stvar ljubezni, temveč dogovor.
pogovorov. Da ste rekli grozno, za današnjega človeka to je nesprejemljivo. Analize so pokazale, tako učeno govorimo, ampak pravijo tako psihologi, da so enako uspešni ali še bolj trajni zakoni, ki prihajajo po dogovoru, kot tisti iz ljubezni, ne? Ker se najprej 14 dni ljubita, pa se pa cel življenje tepeta. Prostite mojim komentarjem. Princip se prenaša na državo, na vse institucije in zasebno pravo in seveda tudi na, tukaj pa ta zanka, pretekle in prihodne rodove. Sem rekla, lejte, je časovno gor in dol, ne? In je seveda, rekla, res se pravi, prostor in čas se srečata, ne? Je ta princip križa, ne? Omogoča preživetje, kar je pa zdaj bistveno, širše družine, lahko posvoji, lahko deduje, vse pravice državljanske so tam, ne? Ohranja tradicijo, boste rekli, danes smo seveda v času, ko je tradicija neljubeznivo pregnana, bolj ki je novo, boljše je. Tradicija je po sodobni filozofiji Gadamerjevi, krasen možakar, nekaj imamo tudi prevedenega, pravi, v preteklost mi nikakor ne moremo vstopiti niti z arheologijo, ne. Arheologija obnavlja materialno kulturo, ne, kose keramike, kako bomo pa to razumeli, je pa druga stvar, ponekod imamo vire, predvsem vstopamo v preteklost in jo razumemo za tradicijo, kajti mi smo del zgodovine, človek jo ustvarja, jo razume, jo deduje z jezikom, z mislijo, s početjem, z družbo. Če prerežemo to tradicijo, smo pravzaprav zamajali, ne da se čudimo, ne, zahod Evrope se nekako čudno maja. Čudno, a ne? Za tradicijo je seveda bilo preskrbljeno skozi religiozni in skozi pravni sistem. In seveda zavezujejo k spoštovanju zakonov in življenju v skupnosti, ne? Tlele ga imamo pater familias, ki odloča vse, ne? In družina je religiozno telo, ne vežejo te krvne, čeprav tudi, ampak duhovne vezi. No, smo rekli, ženo pač napravi ritual in otrok je prav tako sprejeta, ne. Okej, zdaj pa ena sodobna slika, ne. Vsi še se spomnimo, ali pa saj zgodovinari, Nadja, ne, kako se reče, če je kdo zelo grd na krasi, imajo hrdko samski davek, ne. Pod fašizmom so plačevali davek na samskost, to ni nekaj novega. Mussolini se je kompletno zgledoval v antiki in je obnovil, vključno z fašizem, ne, pa rekla, in se je tudi poimenoval August v črni srajci, ne, kakršen naj bi bil cesar August. In med drugim je seveda zakaj? Zato, da bi ohranil populacijo pravzaprav, ne. O čem govorimo? A je lahko kakšen imperij, če nimamo ljudi, če nimamo rojstev, če nimamo otrok, ne, zdaj se čudimo, ko greš po Parizu in vidiš seveda naše uboge mladeniče in mladenke s kužki v vozičkih in srečaš muslimanske družine, prepoznaš jih, a ne, s 7, 8 otroci. In potem se čudimo, a ne, kako je krivičen ta svet do nas, ne. Rimljani so to utemeljili, a ne, prav ali ne prav, ampak 1000 let je njihovo kraljestvo preživelo. Okay, se pravi, ključ do tega razumevanja pa dejansko je odnos do smrti. Smrt kot sprememba življenja. Ne? Ja, pravi, da duša umrlega se ne loči, a ne? Lejte ga, kako pravi Ciceron, subterra censebant, reliquam vitam agi mortum. Pod zemljo bo prebivala duša in bo tam živela naprej v zelo prostem prevodu. Ne? Ja bi rekla, in to je tisto, kar še danes srečamo po Grčiji, ko gremo, ali pa na Balkanu, ob cesti lučke gorijo. Ne? Tam, kjer je duša pravzaprav ujeta, če jo nismo odrešili za obredjama. Ne? Rekla, vse drugo je pravzaprav kasnejše, je katoliško, je krščansko in tako naprej. No, še nekaj, ne? Trdna, iz antike izhaja, trdna vera o nujnosti pokopa. Če bi se ne pokopalo koga, ki je umrl neznano, ki je bil bit, ampak spomnimo se recimo, da je Antigone, pejte jo gledat, krasna je, spet jo poda
uporabljajo v Ljubljani, rekla, lejte jo, so jo pokopali, tudi če je dušo, če telesa niso našli, so dali na grobnik, kenotaf se imenuje, in ob pokopu so dušo 3-krat poklicali po imenoma, in zaželeli srečno življenje. To je dajal rituala, in sicer zato, ker so bili mrtvi boni sancti et fortunati. Tle sploh ni treba prevajati, samo rečemo, fortunati. Srečni, so dobri, ampak seveda z enim pogojem, da so v grobe prinašali in ne samo na grob, temveč tudi v grob, in obhajali vse rituale. Prav hrana, klanje živali, rože, prihižene, še vedno, če bi odšteli klanja živali, ni več, ampak izlivanje vina, hrana, prižiganje lučk, pravzaprav smo ohranili. To je zdaj arheološki ostanek, pravzaprav, vidimo živali, ostanke, vrčke, posodje, hrana, ki mu jo dajo za popotnico in lučke, ki mu dajo za popotnico, kajti to je simbolični ogenj, ki ga bo povezoval njegovo dušo za njegovim domom. In seveda, kako že rečemo Slovenci, grobu tihi dom. Kajti v resnici je to dom člana družine. Tam je en dom, tukaj je drugi dom. Tlele imamo še eno formulo, zelo pogosto uporabljeno, dis manibus, duši umrlega. Še boljši prevod bi bil dius deus, se pravi božanski duši umrlega. Lucija Rufa in tako naprej, ki je živel, 2 leti je živel, fantiček je umrl. In brez tega seveda se spremeni v potepuškega duha. Z obredjem pa postane seveda zavetnik naš, kako že temu rečemo, angel varuh. Rekla, res, tlele imamo prizor, a si kdaj videla tole? Si, Rekla, v grobove je bila luknja zvrtana, tlele imate ostanke pepela, mrtvega, žari, potem je seveda hrana, pijača, lučka obvezno, celotno nakit daje sabo in ena takšen tubulus, da zlivajo ob praznikih vino, mleko in hrano, recimo treba kakšen golaš, pica bi šla težko noter, malo se hecam. Umrlega osrečuje duša. Zdaj, ko pogledamo, to nam je čisto razumljivo, nič čudnega, s kom se on pogovarja, ko pije, ko nazdravlja, ko prižge cigareto, tle se prižiga cigareto, kaj ti dušo povabiš, da pride tisti hip, se pridruži in da obredje izvedejo. Tle spet arheološki ostanki in še največja kazen, zdaj pa pomislite, največja kazen je izbris imena, pozaba imena. In to se je zgodilo, zdaj da ne vežem na sodobne dogodke, pravzaprav komu v zgodovini? Judom. Ko jih Rimljani porušijo Jeruzalem, ko porušijo leta 70 in 132 končno pravzaprav uničijo Judejo, kot rimsko provinco ustvarijo Palestino. Voilà, tukaj smo. Ime Palestina in Judeja, ki se izmenjuje. Rekla, kam segajo daleč korenine. Ni hujšega, kot da ti izbrišajo imena na grobniku. In upozorila bi na barbarske navade Slovencev, ki menčemo stare nagrobnike ven in jih uničujemo. Rekla, res, nekaj neverjetnega. To je bila kazen samo za največje kriminalce. Spomnite se Antigone, ki strese, ki izlije obredno mleko in vino in ki pravi, naj bo tvoja duša srečna. Rekla, v teh starem obredju, nakljub temu, pravzaprav, da je to prepovedano, ker je bil izobčen, ker je to najhujša kazen in ona opravi tisto, pravi, bogovom sem pokorna, ne državi in zakonom. Čeprav, rekla, tukaj je povezano. Evo, izlivam na zemljo groba mleko, med in vino in s tem razgostimo mrtve. Namenito. Kuhinje za mrtve smo že imeli, tako Grki kot Rimljani so seveda
žrtvovali živali, kuhali, jedli se, pravzaprav, bom rekla, pogostili dušo, ne, skupaj preživeli kot družina, se pravi na grobu je ta ideja povezovanja. In še nekaj, ne, rekla, bilo je strogo prepovedano, da bi slučajno kdorkoli se dotaknil, da bi dejansko to, kar je namenjeno mrtvi, se je polastil. Ne. No, ta proces, oziroma ta običaj čaščenja mrtvih, tlele imate Plutarha, kdor še zna cirilico brat, vam rekla izreke, ne. In sicer opiše Plutarh 479 pred našim štetjem, pred Kristusom, je bitka izvršila v Platajah. Ne. Zgubili so Perzijci, Atenčani in pa Špartanci so zmagali, rešena je bila velika, rečemo, pravzaprav ideja današnje Evrope, a ne, drugače bi bili seveda del vzhoda. No, in še, glejte, Plutarh živi 2. stoletje našega štetja, se pravi 700 let od takrat. Še prihajajo na prostor bitke, izlijajo vino. Tisti, ki ne prejmejo darov, trpijo večno lakoto, to je komentar, ne. No, ali, ja, zelo zanimivo, če gremo v Homerju, ne, ko odidejo konc, ne, Troja pade, jo požgejo, vsi odpeljejo kaj drugega, zlato, srebro, cele skrinje in seveda sužnje, najlepše ženske, jasno, gredo z njimi, spomnite se usodo, pravzaprav teh raznih deklet. Poliksena, ki je bila kraljeva hči, ne, ki je bila sijajna, prelepa, ne, in ki je pripadala Ahilu, Ahil je pa mrtev, tudi on mora dobiti svoj delež od plena. In Polikseno ubijejo na njegovem grobu, ne. Rekla, kar je, no, zdaj še, če pogledamo, ne, rekla, pravzaprav na pragu v Pompejih je bil odkrit tale napis o fokusnjak v grščini. Zakaj? Zato, ker Pompeji in Napoli obdržijo grščino vse do 1. stoletja našega štetja. Rekla, neverjetno dolgo, ne, gnothi sauton, ne, to je tisto, spoznaj samega sebe. Bomo zaključili pravzaprav z idejo, ja, pa še zgodbica sledi, ne, z idejo, da dejansko smrt, ne, je del življenja. In življenje je končno in minljivo. In smrt je pravzaprav samo delček te končnosti in narave človeka kot takega. Zapravi, to srečevanje med domom in pokopališčem dejansko je opozarjanje, ne, da smo nič drugega kot uboga, mrljiva bitja. No, še več, da je pravzaprav cilj življenja, da živi zelo skladno življenje, duša s telesom. Ne? To je to. Ja. In tukaj sem nekaj obljubila. Ne? Rekla, naša zgodba, ne, rekla, kako zdaj to poudariti. Namreč izjemno težko je povezovati materialno kulturo oddaljeno za nazaj in jaz sem prepričana, da se to zelo dobro da povedati z miti na drugačen način. Naš človeški razum je mičkano, kako se reče, rekla, okvarjen z razvojem človeške vrste, kajti človeka odlikuje spomin, ki je povezan na pripovedovanje zgodb. Tako je nastal Homer, tako so nastali najlepši epi, miti in pravljice, ki smo si vse do nedavnega pripovedovali. S pravljicami smo vzgajali, ja? Z miti smo pravzaprav opozarjali na moč, božansko moč, ki se jo človek ne sme polastiti, se prevzeti, ne? To, kar počnemo danes. Ampak gremo. Najbrž prepoznate Canova, nesmrtno lepo, to je iz marmorja izdelano, ne? Še plapola, ne? Tlele ga imamo Eros in Psiho. In gremo v zgodbo. Psiho je bila izredno lepa kraljična. Tretja se je rodila kralju, grškemu kralju, ampak, se veste, to je cel problem, ko je ženska prelepa. Danes si gre še delati dodatne operacije. Takrat se je pa toliko ukvarjala sama s sabo in gledala v špegu, ne, da je pozabila
darovati, kar se spodobi vsaki ženski. Afroditi prinašati rože na oltar in prižigati lučke. Še več, tako se je prevzela, da je rekla, mislim, da sem lepša kot Afrodita. In Afrodita, ki je to slišala, se navsezadnje je to božansko bitje, ki je vedno prisotno, je rekla, pazi se me, in seveda je sklenila se grozovito maščevati. Maščevala se je tako, da je poslala, ukazala kralju, da pripravi hčer na poroko. No, samo po sebi ni tako hudo to, Ampak hudo je bilo to, da se je morala poročiti za najbolj gnusnim bitjem, kar ga je na zemlji. Katero bitje je to? Smrt. Ampak kako bo ona ga vzela prostovoljno? Afrodita je rekla, nič, se imajo podjetje doma za to urejati, Pokliče svojega sina Erosa in pravi, daj ti pripravi puščice, se veste, Ko sproži puščico, zadane in vi se zaljubite v najgršega, najslabšega, najrevnejšega, ni problema, Ki so bogati, pa tako ni problema, ne rabiš niti Erosa, Že, če ima jahto, prosim, ne rabi Eros pride, No, in kaj se zgodi, Pripeljejo jo nevesto na vrh gore, oblečeno, vsi v strahu odidejo in trepetajo, vse je mirno takrat, ko pridejo tiste hude sile, In takrat ona pade v nezavest. Približa se Eros. Tlele ga imate v tem trenutku. In seveda ima svoj lok in puščice. In materi je treba izpomniti želje, vemo, sinovi, posebej Slovenci vemo, da mora biti seveda tako, če mati ukaže. In on sproži puščico, se približa, verjetno je še dobro videl, ni rabu špego, in se gleda to čudovito deklico. In kaj napravi? Ustavi puščico. In puščica, njegova lastna puščica ga rani. In kaj se zgodi, ko vas rani Eros? Zaljubi se v kraljično. In ni čakal na tisto grozno, ostudno bitje, ki naj bi prišlo po svojo ženo, ampak je pustil svoj lok, spustil se, glejte ga, to je ta nova interpretacija, dih jemajoče. V bistvu je podoba duše, ki sreča s telesom. To je to kompletno človekovo življenje. Ampak zgodba gre naprej, jaz sem to obljubila. Ona je še kar nezavestna, različno jo interpretirajo. 19. stoletje so te slike malo zato, da so lahko malo pornografije pokazali v svojih stanovanjih. Je tako, Kje imamo od zadaj, je tako, Ja, to je gladina. In sicer odnese, ampak on je božansko bitje. Ona je pa smrtnica in tle imamo mi Houston, imamo en velik problem. Kaj bomo naredili? On je rekel, nič hudega, jaz to odnesem v svoje Elizejske poljane, tam, kjer prebivajo, to je čudovit mediteranski vrt z oljkami Flavijo, z rožmarinom, z vsem, kar je. Ampak, v čem je pa zdaj problem? Ona njega ne more videti in ga ne sme videti. In edino, kar on od nje zahteva, moram prav citat, tlele nekje prebrati, upam, da ga najdem ali pa tudi ne, in sicer, da ga bo v vsem ubogala, nimam, kakorkoli, da ga bo v vsem ubogala in da ga ne bo skušala videti v njegovi pravi podobi. To je še danes pravzaprav garant za dober zakon, In seveda ona dva živita, on prihaja k njej po noči, vendar se v njo naseli nemir. Kajti bilo je malo dolg čas, ženski ne sme biti nikoli dolg čas, to so vedno vedeli. In seveda prosi, če bi lahko prišle njene sestre na obisk. Je rekel, ni problema, šel je v Zefirju, Zefir je zahodni veter, dvigne obe dekleti, jih pripelje v ta rajsko vrt, kjer se sreča in one jo vprašujejo, pa kdo je tvoj mož? Ja, pa je tak in tak, pa drugič je povedala drugače, pa tretjič drugače. Pravijo, pa dobro, kdo je tvoj mož, a si ga sploh kdaj videla? In je priznala, da nikoli. In ste rekli, požrl bo tebe in otroka, ker je že pričakovala, Ni druge rešitve, ko da sredi noči, ko pride, se pravi prekršila je njun dogovor,
prižgeš lučko, pogledaš in imej nož zraven, da ga zakolješ, ker je gotovo zmaj. Pride, seveda, on zaspi, ona prižge lučko, roka se je zatresla, opekla ga je z oljem, ampak v tistem ga je tudi pravzaprav že hotela zabost. On se zbudi in z grozo vidi, kaj počne njegova žena in se dvigne, seveda skrili v zrak, ona se ga v obupu, ko vidi pred sabo najlepše božansko bitje. Pomislite, da pride v vašo spalnico Brad Pitt. Jasno, da samo okleneš nog, ampak on vas pač ne bi odnesel, Bog vidi, kaj bi bilo. Pustno. Tukaj je bilo drugače. In je odnese toliko, da ko se ni mogla več ga oklepati, je padla na tla in je bila spet na zemlji. Izven raja, zgubila moža, zgubila vse. Jokala je iz velikega obupa in začele imamo še enkrat prizor, ki je navdihoval vse umetnike, jokala, stokala, vsem se je strašno smilila, sirota, sej kaj, rekla, res, uboga. Tudi vsi olimpici, eni se pa ni smilila, svoji tašči. To je Afrodita, poglejte jo. Afrodita, le bodi tam, kamor sodiš, Itak ti ni pripadal, vsi vemo, ta je naš, ona je drugačna. No, in seveda sprosijo vsi nebeščani, da reši pravzaprav, da nekako, da ji odpusti, da ji vrne nazaj njenega ljubega. Afrodita ji takoj naloži, gledajte jo, vsi jo prosijo, gledajte jo, Afrodita je ljubosumno božanstvo, To je lepa prispodoba pravzaprav za tašče. In izprosi in pošljejo jo 4 naloge, oziroma 4 naloge in naloži. Prva naloga je bila, da zbere vse zrnje, tukaj se začne, se upravičujem, nekako je podobljeno. Nasuli so jim ogromen kup zrnja, različnih vrst, to je naš motiv iz pepelke, mislim, da. In ona joka obupana, da zjutraj mora to opraviti. In bogovi pošljejo vse ptice, vse mravlje, vse to je zjutraj narejeno. In ona zjutraj pravi, halo, narejeno, in Afrodita ve, ti tega gotovo nisi naredila, ampak ni mogla nič. Druga naloga, daj nalogo, da odide, to je tale naloga, da odide na pašo, kjer se pasejo velikanski božanski ovni z zlatim runom. In naj nabere volno, da bo Afrodita doma malo štrikcala, ko gleda televizijo. No, seveda, to je smrtno nevarno. In kako naj se ona približa tem divjim živalim. In spet ti prišepečejo, pojdi, ko se bojo vrnili ovni iz paše, pejdi čisto za njim in boš na trnu nabrala dovolj volne, da boš lahko izpolnila svojo nalogo. Rečeno, storjeno. Naloga opravljena. Tretja naloga, daj kristalno čašo, dragoceno, in naroči, pojdi po vodo življenja, v studenec življenja, naloga pa ni tako lahka. Studenec življenja seveda teče med ogromnimi skalami, če bi se ona spustila dol, bi sigurno čašo razbila. Zajet ne more, če se ne spusti. In joka na bregu in Zevs, ki mu je bilo dovolj tega obračunavanja babjega, požvižga svojemu orlu, ki se spusti, prime čašo, se mečkan dvigne nad skale, zato da jih seveda ne bi tudi njemu se kaj zgodilo, in se spusti, zajame vodo in voilà, naloga je opravljena. Afrodita je odločena, da jo bo pokončala in doda še 4. nalogo, čeprav je bilo zmenjeno samo 3. Ampak se veste, božanstvo je božanstvo, si lahko izmišlja. In dodaji pošljajo v hat, to je simbol,
granatno jabolko, da prinese od Persefone, se pravi kraljice podzemlja, najbolj mračnega, grozljivega prostora, najbolj mračne kraljice, kar jih je moč najti, dvojice, Hat, že ko rečeš Hat, to je malo stres, kaj šele Persefona, da od nje pridobi lepotilno skrinjico. In kaj se zgodi? Seveda ji dajo navodila, ko bo šla čez, to je reka pozabljenja. Leto je reka pozabljenja, duše nikogar več ne poznajo. Daj si v usta zrno granatno jabolke, kaj ti vrnila se boš nazaj. In seveda kaj? Sledi Cerber, nesi 3 hlebce, kruha in vsako gobec zatlači en hlebec. Prepeljete čez, plačaš seveda in prideš med umrle. Bog nadej, da bi se pomešala med njih. Klicale te bodo ženske, ki tkejo, kaj že? Usodo še živečih, da jim pomagajo oblikovati vzorec. V tem hipu boš ostala upletena v življenja spodaj in zgoraj, nikoli več ne boš prišla ven. No in naprej, ko prideš do Persefone, pove ji seveda svojo zgodbo, Persefona se smili se ji in ji da skrinjico. Ko stopi na plano, jer seveda ženska ne bi bila ženska, in pravi, če je to dobro za Afrodito, za mojo taščo, bo zame tudi, čeprav je lepa. Ampak se veste, koliko je lepih, pa grejo bolj še na operacijo narediti, in bolj je konc. In to je bilo približno tako. Odpre skrinjico in kaj je bilo v skrinjici? Smrtni sen. In ona pade na tla in umre. Kaj bomo storili? In pravijo na Olimpu, ja, krasno, se zdaj pa božanska, tako kot njen mož, in jo sprejmejo seveda na Olimp in postane del seveda skupaj, se pravi duša in telo, ki sta simbol pravzaprav popolnega človeka. No, ampak zgodba gre tukaj, pa vas prosim še za malce potrpljenja in se ustavimo malce v psihologiji. Kdor ni bral, mu seveda zelo svetujem. Johnson je napisal, že v 70 letih je šla njegov prevod On in ona v Zagrebu, to je bila biblioteka oko pola 2 sati, nekaj takega je bilo, pola 2, ker po noč to čitaš, Ameriški psihiater in pravi, lahko sledimo preko psihinih nalog osebnosti razvoj ženske. Se pravi, ko mora pridobiti si, da bo postala ženska in s tem tudi na nekak način pravzaprav božanska ženska, tista, ki je posvečena ljubezni. Se pravi, prvič, obvladati mora disciplino, mora znati razvrščati stvari. Ti uboge reve, tiste današnje deklice, ko so, veste, ko je tako moderno, da je vse razsuto, rinfuza, ni obetal, da bo pravi psiholog, da mora obvladati veščino ločevanja. To je moška disciplina, ki je pa nujno potrebna za to, da ženska dozoreva. Moški razmišlja kot predalnik, ženska kot kmečka skrinja, vse vam pade, se pravi, treba je urediti te stvari, da ne bi spet s kakšno svečo pa z nožom prehitro zamahnila, kajti to je v naši naravi. Preden dobro vidiš, že zamahneš in odrežeš, ups, sem se pomotil, ampak ni nazaj poti, to je to. Druga stvar, ko gre tisto zlato volno nabrati, to je problem sodobne ženske, ki se približa frontalno moči, da vstopi v politiko, da vstopi na neko direktorsko mesto ali kakorkoli, ker se spoprime pravzaprav frontalno z močmi sveta. Takrat seveda bo preživela. Spomnite se, Goldemeyer, se ni bila tako slaba, bila je odlična, ali pa železne lady angleški. Ampak kaj umre? Umre s to podoba
njena ženska, nežna, ljubeča podoba. Ne? Ugasne, kajti tukaj je stik z surovo močjo, ki seveda jo mora moški svet razviti. Tako smo ustvarjeni. In gremo naprej. Podoba kristalne čaše. Ne? Rekla, ženska spomnite se, ne? Kako se orel dvigne in spusti. Ženska mora videti celo situacijo in jo razumeti, zato da bo lahko izpolnila nalogo. In ne bo razbila čaše. In ko se spusti pod zemlje, to je pa res najbolj izpovedna, ne? Pravzaprav, ne? Ker se vse tako rade vtikamo, ampak še več, ne? Ko se pravzaprav ne sme približati tem mrtvim dušam, ki tkejo usodo. Pravzaprav danes vam bo vsak dober psiholog povedal, kdor ne razreši temeljnih družinskih problemov, tudi ko ljudje umrejo, ga bodo še naprej pravzaprav čustveno povezovali, ne? In bo imel še naprej nerazrešene probleme. To so te zgodbe, ki jih matere tkejo. In jaz sem prepričana, to so te zgodbe, ki jih v naših arheoloških grobovih najdemo razna vretenca, razne uteži, ki kažejo pravzaprav na njeno materinsko, žensko nalogo, da rojeva, ne? Z nitko smo povezani, pravzaprav življenje. No in na koncu seveda zadnja naloga, a ne, kako si pridobiti seveda božanskega moškega, a ne, to je eros, a ne, pravzaprav pridobiti se ga da s tem, da ženska dozori v polnosti svojo žensko podobo. Dobro, to je za danes vse. Hvala.